Zanimivo okroglo mizo, ki je v ospredje postavljala pomen enega najpomembnejših elementov nepremične kulturne dediščine, Babičevega mlina na reki Muri v Veržeju, se je začel sobotni dogodek, ki so ga pripravili slovenski partnerji čezmejnega projekta v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska. To sta Zavod Multimedia Pannonija in Zavod Babičev mlin. Slednji je razglašen za spomenik lokalnega pomena. Z vsem to svojo zgodovino, z tem mehanizmom ima zagotovo te vrednote, ki so iz tega tehničnega in zgodovinskega vidika izjemno pomembne. Predvsem pomembno pa je to, torej mlin še obratuje, lastnica prenaša večstoletno tradicijo, zato je tudi to toliko pomembno in je potem tudi ta pojavnost mlina na Muri je absolutno edinstven primer v slovenskem prostoru, zato je tudi potem pomembno, da tako ostane in potem tudi naša vsa prizadevanja so namenjena v to, da probamo oziroma strani nekih državnih sredstev pomagati, koliko se le da, da to materialno substanco ohranimo. Karmen Babič, lastnica Babičevega mlina, je že tretja generacija, ki mlin še danes ohranja pri življenju. Mlinarski poklic je bil praktično položen v zibelko, opravlja ga že 32 let. Kljub temu, da se zmelje manjša količina sprejetega zrnja, pa še vedno meljejo vsak teden. Nekdaj se je zmlelo do 200 ton žit v mlini čez celo leto, zdaj pa do 50 ton čez celo leto. So obdobja, ko gre bolj, poleti, ko je vroče, ljudje kupujejo malo manj, se pravi jesen, zima, pa tisti prvi spomladanski mesece pa gre moka več. Je pa res, da nekdaj so stale cele kolone pred mlinom, takrat je bil to praznik, pravzaprav kmečke so se vzeli celi dan, da so šli k mline, s kravami, s konji, pozneje s traktorji, ko se je moderniziralo vse skupaj. Kolona je stala 30 metrov, tu se še jaz spomnim, ko so ljudje prehajali, sčasoma pa se je to opuščalo. Nekaj so naredili trgovski centri, nekaj so naredili industrijske mline, malo bližje mline, ker pot je bila dolga, k nam niso hodili okoliški, večinoma so tu hodili ljudje 30, 20, 40 km so prihajali po Mokosi. Industrializacija je zelo prizadela tradicionalne obrti. Od skoraj 100 mlinov, ki so pred desetletji obstajali in delovali na reki Muri, je danes ostal samo še mlin v Veržeju. Ko se je pravzaprav naš preskrbna veriga začela spreminjati in industrializirati, da rečem, ko smo zašli v dimenzije potrošniške družbe, so se ti tokovi seveda čez noč podrli. In ljudje niso več hodili mlet svojega žita, ceneje jim je bilo iti v trgovino, kupiti moko brezosebno, se pravi brez nekega stika z izvorom te moke, brez stika z proizvajalcem ali predelovalcem. In tukaj pravzaprav se je potem podrla ekonomija rečnih mlinov in zato seveda so eden za drugim propadli. Velika večina jih je propadla seveda. V Sloveniji se je od 93 delujočih mlinov, ki so pred 100 leti recimo še delovali na tem odseku reke Mure, ohranil samo eden, ki še deluje v smislu, da še melje moko za trg, se pravi, da oskrbuje s hrano lokalno prebivalstvo. Tudi sodeč po obisku sobotnega dogodka, ki je privabil številne domačine in turiste, je mlin tako za lokalno okolje kot širše še danes neprecenljivega pomena. Dosti funkcij pravzaprav upravlja. Zdaj v tem času nima več tako pomembne ekonomske funkcije, ima bolj pomembno funkcijo ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja znanj, vedenj, tradicionalne obrti, ki pravzaprav hipoma izumirajo, propadajo, so tukaj še ohranjene v obliki mlinarstva, se podobne dimenzije doživljamo tudi na drugih področjih tradicionalnih obrti, recimo lončarstvo je ena takih ali pa slamokrovstvo in podobne. Kar se mlinarstva tiče, moram reči, da Babičev mlin je res širšega družbenega pomena, tudi za lokalno skupnost v smislu
ohranjanja neke dinamike lokalne skupnosti, se pravi, ima tudi socialni pomen. Tudi ekonomski ne nazadnje, čeprav ne več tako močen, ampak v smislu vzpostavljanja lokalne ekonomije, ki pa lahko predstavlja eno paralelo, en komplement potrošniški družbi, pa je takšna oblika tradicionalne obrti, ki živi, izjemnega pomena. V bližnji prihodnosti upajo, da bodo s pomočjo Zavoda za varstvo kulturne dediščine obnovili pročelje in streho mlina. Z Zavodom za kulturno dediščino zelo dobro sodelujemo, tako da se prijavljamo na določene razpise, ker sam zelo težko, ko boš tukaj naredil, toliko financ nima nobenem žepe, bom rekla, da bi imel 100 ali pa 200 tisoč evrov za obnovo mlina. Se je potrebno prijavljati na določene razpise, če želimo, da bo to sploh obstalo, ker zgradba je stara čez 100 let. Leta svojo naredijo, nič ni večno, tako kot nismo mi, tako tudi zgradbe niso večne in če se ne bo vlagalo, bo se mogoče čez čas zrušilo. Tudi poplave naredijo, vsaka poplava naredi določeno škodo na zgradbe, tako da je treba vlagati in obnavljati. Ob mlinu je na sobotni prireditvi dišalo po številnih lokalnih dobrotah, volu z žara, praženem krompirju, langaših in pečenki. Na stojnicah so se svojimi izdelki in ponudbo med drugim predstavljali čebelarstvo Tigeli, turistično društvo občine Markovci, okrepčevalnica in pizzerija Kučan, Janja Stranšak šivilskimi izdelki, Bavičina hiša, Pino s Kristino, Mihajlovič iz Mazija, kmetija pri teti Marti in mladinsko kulturno društvo Čretnik iz Madžarske. Slednji so tudi partner projekta, podoben dogodek pa so izpeljali že junija ob mlinu Bekeč. Številne aktivnosti so bile namenjene tudi najmlajšim obiskovalcem. Za otroke smo pripravili tudi delavnice, na kateri bodo se malo kaj več poučili o mlinu. Tukaj pri mlinu je tudi na ogled razstava, se pravi mednarodna likovna razstava. Otroci iz osnovne šole Veržej, vrtca Veržej in gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer so izdelali na temo mlinarstva različne izdelke, se pravi risbe, skice. Potem tudi madžarski otroci so naredili podobno in to vse skupaj si lahko obiskovalci ogledajo tukaj pri mlinu. Pri tem likovnem natečaju vsi otroci, ki so izdelke naredili, se pravi, bomo tudi nagradili z nagradami, bodo dobili medalje in pa neke simbolične nagrade. Na družabnih poletnih igrah je sodelovalo 8 skupin, na tekmovanju v pripravi langaša pa 4. V kulturnem programu so nastopili folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Goričko, ljudske pevke in pevci iz hiše Sadeži družbe Murska Sobota, Kenčni Prleki in Miha Balažič.